Pozdravljeni, sem Gantar Minka, urednica spletne strani srečnaživljenje.com. Danes, par dni po novem letu, bi vam rada zaželela srečno, zdravo, uspešno novo leto. In predvsem, rada vam bi pomagala do tega, da lahko rečete, da to leto 2015 je bilo res uspešno in zadovoljno leto. In začeli bomo pri sebi, začeli bomo pri tem, kako mi razmišljamo o sebi in kako lahko sami spremenimo programe v svoji podzavesti, da se začnejo dogajati drugačne stvari. Zato danes začnimo delati red v svoji podzavesti, da lahko podzavest potem povzroči, da lahko vzklijejo novi rezultati, drugačne misli. Tako da pojdimo na to potovanje in zdaj, če pogledamo, glejte, svoje telo. Najprej vam bi rada povedala svojo zgodbo, ker na koncu koncev je pomembno, da se razumemo, da veste, da tudi sama sem imela včasih težave in ko sem imela 15 let, sem imela več kot 15 kilogramov, več kot jih imam danes. Skoraj, koliko je to, 30 let kasneje. Dejansko vse ta leta vmes, potem takrat sem shujšala na princip manžri in potem sem porabila vse ta leta nekako v borbi s svojimi kilogrami. Enkrat gor, potem dol, jojo učinek in povzročila, da dejansko moje telo v trenutku shranjuje hrano. Kakor prekršim pravila, v trenutku moje telo začne shranjevati in v trenutku tudi dobim 2 kilograma gor, ampak vem, glejte, moram se držati svojih pravil in ta moja pravila, jaz vam bom pokazala, kaj sama delam in kako sama nadzorujem svojo težo in predvsem že leta ohranjam svojo idealno težo. Ne bom rekla, da se nikdar kakšen kilogramček ne zredim, ampak takoj pridem nazaj na svojo idealno težo in predvsem se ne obtožujem, se ne kritiziram in sem zadovoljna v svojem telesu. Ampak to je potovanje, ki je potrebno, da vsak dan nekaj naredimo v tej smeri. Ne da enkrat mislimo, da smo zavedno naredili, ne vsak dan. Potovanje do zadovoljstva je to, da vsak dan delaš nekaj v tej smeri, da lahko rečeš, zadovoljen sem v svojem telesu. Najbolj pomembno bi bilo, da občutimo ljubezen, da se počutimo dobro, da smo hvaležni in to je tako enostavno reči. Ampak druga stvar pa je v tem delati vsak dan. Zato, ker situacije pridejo, smo jezni, smo razočarani, nekomu zamerimo, pridejo težave in enostavno se zgodi, da smo bolj v stresu in zaradi tega se nam sprožijo hormoni, ki povzročajo lakoto. No in o tem bomo zdaj govorili, to je serija videov, ki jih bom pripravila in to je prvi v tej seriji in začnimo pri sebi. Začnimo najprej, kakšno mnenje imamo mi o sebi. Kako vi razmišljate o sebi? No pomislimo, se kdaj kritizirate, da rečete sami sebi, kako sem debela, kako sem grda, kakšen vamp imam. Kdaj to rečemo? Ali pa mogoče še slabše, da se kritiziramo glede svoje inteligence. Zadnjič mi je ena gospa rekla, je rekla, joj, tok sem neumna, pa tak štor sem. No, od kje izvirajo vsi ti programi? Kar pomislite. So vam mogoče, ko ste bili majhni, govorili, da ste štor, da ste nerodni, da niste inteligentni, da vam ne gre nič v glavo. Možno je. In če vse to ste poslušali kot otrok, se je zgodilo, da je dobesedno vaša podzavest sprejela te resnice in sedaj, ko ste v odrasli dobi, to enostavno vam vrača nazaj. To je tako, kot da bi posadili vaši starši in vzgojitelji semena v zemljo in ta semena so obrodila. Zraslo je mogoče že drevo, zraslo je mogoče je zrasel hrast in to veliko drevo pač pušča svoje sadove. Poglejte, tale Benjamin tukaj krasi moje stanovanje že 20 let. Dobila sem ga za rojstni dan od prijateljice 1 mesec po poroki. In zdaj, če pogledamo, v kakšno drevo zraste, drobno, takrat je bil to klevet, mogoče pol metra veliko drevo, sedaj v 20 letih, kam je zraslo to drevo. Moj mož pravi, da ga bi bilo treba dati stran od hiše, ampak jaz ga ne dam. Tako da v glavnem, če pogledamo, da semena, ki so jih naši starši, naši vzgojitelji vsejali v našo podzavest, logično, da je z leti vedno težje, ampak še vedno lahko posekate to drevo, še vedno lahko sadite nova semena in dovolite, da v naslednjih 20 letih zraste novo drevo, ki vam bo dajalo zadovoljstvo.
in nove misli, ki vam bojo vračale energijo. Zato vse tisto, kar je negativnega, moramo spraviti stran. Zdaj pa začnemo, kako najlažje pogruntamo, kje so moji programi. Najlažje je pogruntati potem, ker vsak izmed nas ima svoje domače in te domači nam kažejo ogledalo. In tisto, kar vas najbolj jezi pri vašem partnerju, je sigurno stvar, ki jo morate sami obdelati. In tisto, kar vas res najbolj jezi pri vaših starših, mogoče pri sestrah, bratih, to je stvar, ki jo morate vi sami predelati. In zdaj razmislite, pri mojem možu me jezi. Pri moji ženi, kaj dela vedno? No in tisto, kar dela vedno, to je vaša šola. Kaj je vaša mama vedno delala? Je mogoče vaša mama vedno kritizirala? No zdaj se pa vprašajte, a mogoče vi vas čas kritizirate? Pa mogoče ne toliko druge kot sebe. In ta kritika, ta notranji monolog, notranji starš je najbolj krut vzgojitelj in na en način nas zadržuje, da ne moramo iti naprej. No zato pomislimo, vzorci iz otroštva, glede hrane mogoče. Mogoče so vam govorili, ko ste bili majhni, pojejo vse pomisli, koliko je lačnih v Afriki. No zdaj pa dajmo po domač pogledati. Koliko več sitih je v Afriki, če vi pojeste vse, kar je na krožniku in po možnosti vse, kar je na mizi. Vas boli želodec, ampak nihče ne bo bolj sit v Afriki, a je to tako? Zato je to brezvezna trditev. Ali pa recimo, pri nas pa nič ne mečemo stran, vse moramo pojesti. Se ne vržemo stran, mogoče imate kokoši, mogoče imate živali, mogoče imate kuža, ki to poje. Ne vem, lejte, ni nujno, da vržemo stran, zato ker, če jaz določeno stvar pojem samo zato, da jo ne vržem stran, sebe spremenim v koš za odpadke. In nočem biti koš za odpadke. No in to sem se naučila, veste, ko so bili naši otroci, naše 3 hčere še mečkane, logično sem jih učila, vse kar ostane, nič ne vržemo stran in sem odprla usta za vsak grižljaj. Mami ne moram, odprla mami usta. In čeprav nisem skoraj nič jedla, zelo malo sem jedla, ves čas sem se borila sama s sabo, sem imela občutek, da ne pridem nikamor, oziroma še prej sem se zredila, kot pa da bi sploh kakšen kilogram šel od mene stran. In prva stvar, kar sem sama sebi obljubila, ne bom več koš za odpadke. Jaz bom jedla to, kar potrebuje moje telo, zaslužim si krožnik in si pripravim obrok. In če otroci ne pojejo, dajte, imamo kokoši, imajo pri sosedu krave, imajo moji starši kmetijo, imamo kuža, nekdo ima neko žival, ki lahko to zaužije. In ni potrebno, da mečemo stran hrano, ker če sami sebe obremenjujemo s tem, da mi moramo biti koš za odpadke, to ne pele nikamor, je to tako. To pripelje samo do tega, da se kilogrami kopičijo, mi pa smo vedno bolj nezadovoljni v svoji koži. In zdaj pa naprej, logično smo potem navajeni, nekdo mora biti kriv. Nekdo mora biti kriv za te naše vzorce. In včasih se v ljudeh vzbudi jeza. Jeza na starše, na vzgojitelje, na nekoga, ki pač delal najboljš, kar je znal. Zato je zelo pomembno, dajte odpustiti. Odpustiti sebi, da ste delali do zdaj tako, kot ste delali. Ne se kregati zato, ker ste spet pojedali tisto, kar mogoče ne bi smeli. Ampak sami sebi obljubite, da od danes naprej začnete drugače. Da enostavno ne boste več koš za odpadke, da ne boste več odlašali, da se enostavno rečete, ne zdaj, zdaj je pa čas. In zdaj pa kako sebe motivirati? Pojdite v vašo omaro in vzemite hlače, mogoče najboljše, ali pa kakšno krilo, neko ljubo oblačilo in ga dejte na svoje telo. Dejte ga spraviti nase. In to naj bo mera. To naj bo mera tista za vas, ki vas bo opozarjala na koliko želite priti. Ne tehtnica, ampak obleka. Ker je, a veste, pomembno, tehtnica ni pomembna. Pomembno je, kako se vi počutite v svoji koži. A se vi počutite dober? A ste vi zadovoljni? A lahko rečete, ko se napravite, pa rečete, všeč sem si, dobro zgledam. To je pomembno. In zato začnite gledati, kako zgledate vi v obleki, kako se počutite. In ne pričakujem niti od sebe, niti od vas, da bomo manekenke po zadnji modi, ampak počutiti se dobro v svoji koži, a ni to nekaj najlepšega. In na ta način, ko se zdaj enostavno obljubite, zdaj pa dovolj.
zdaj bom pa začela in spremenim in bo moje življenje tako, kot si ga jaz želim. Zato zapišite prvo stvar, kaj si vi želite. Ste že napisali zdaj ob novem letu stvari, ki si jih vi želite na čustvenem področju, na telesnem področju, kondicija, katere veščine želite v tem letu izboljšati, mogoče se želite kakšen jezik na novo naučiti. Kaj je tista stvar, ki bi jo naredili, ki bi bila idealna taka, če ne bi bilo če. Ampak bi enostavno bilo. In to je prva stvar, ki je zelo pomembna. Dajte napisati stvari, kako bi bilo, če bi bilo vaše življenje idealno. Naslednja stvar pa, vsako jutro, ko vstanete, dajte na 3 stvari povedati, zaradi česar ste vi hvaležni. Recimo, vam dam predlog. Ne gledati svoj špeh okrog trebuha in celulit na stegnih, ampak a ni zadosten razlog za biti hvaležen to, da imate vid, da vidite, to, da lahko dihate, da zjutraj lahko vdihnete skozi pljuča in začutite, da ste živi. A ni to zadosten razlog za biti hvaležen? Zato, da ste zdravi, zato, da ste na toplem. Biti hvaležen ne pomeni, ni povezava s tem, koliko imate, ampak kako se počutite. In to je najbolj pomembno pri vsem. Biti hvaležen za svoje telo. Vem, če je preobilno, se ne počutite dobro v svoji koži, ampak to je samo en izmed razlogov, kaj želite spremeniti. In to lahko spremenite, zato ker lahko spremenite svoja prepričanja. In poglejmo par prepričanj. Ste mogoče že kje slišali, da so debeli ljudje bolj srečni? In logično, če imate to prepričanje, ne boste shujšali, ne želite shujšati, ker nihče izmed nas si ne želi biti bolj nesrečen. In naslednja stvar, dokler ne bom shujšala, ne bom srečna. Ali pa dokler ne bom, odlašanje, dokler ne bom nekaj naredil, ne bom srečen. To so to brezvezna prepričanja, zato začnimo vsakodnevno. Glejte, tako kot naša prepričanja, ki so jih leta nalagali v našo podzavest, je potrebno vsakodnevno delo. Mi potrebujemo, če želimo telo preoblikovati, in to bom govorila v naslednjem videu, moramo tudi svojo podzavest trenirati vsak dan. Vsak dan par stavkov, par misli v tej smeri. In tako kot mišice, da jih začnemo pridobivati nove mišice, telo potrebuje nekaj časa, da osvojimo nove navade, potrebujemo samo 21 dni. Poglejte, samo v tem januarju vztrajajte, pri tem boste videli, kaj boste dobili. Vaša podzavest vam bo začela vračati izobilje dobrega in vaša podzavest vam bo vrnila to, da se boste začeli v svoji koži počutiti dobro. Zato začnimo s spremembo. Prva stvar. Vsakič, ko greste mimo ogledala, si povejte nekaj lepega. Recimo za začetek odlično, rada se imam in se cenim. Naj vam povem, kako sem jaz to začela. Ko je bila Anja, naša najmlajša hčerka, še dojenček, ne vem zakaj, ampak enostavno, če ji ni bilo nekaj polnoč v redu, je kričala. In vem, da obstajajo različni recepti, da otroka pustiš, pa se dere, pa si veča pljuča, pa bla bla. Jaz ne verjamem v take zgodbe, ampak verjamem v to, da za otroka je potrebno poskrbeti. In jaz bi takrat lahko vsa nejevoljna otroka tolažila in veste, ko je starš nejevoljen, je otrok še bolj nejevoljen, ali pa sem izbrala drugo možnost. In sem jo nosila iz spalnice, preko predsobe, mimo ogledala, v dnevno sobo in nazaj. In vsakič, ko sem šla mimo ogledala, sem rekla, rada se imam in se cenim. In ko sem šla nazaj, rada se imam in se cenim. In ko sem se spet vračala z otrokom v naročju, rada se imam in se cenim. In to sem si povedala 1000-krat. A veste, kaj se zgodi? Ko sebe začneš ceniti, takrat dovolj piješ, zato ker imaš sebe rad. Rada se imam in se cenim, zato ne dovoljujem, da drugi hodijo po meni. Rada se imam in se cenim in zato je moje čustveno stanje vedno v ravnovesju. Rada se imam in se cenim in zato posegam po zdravi hrani. Rada se imam in se cenim in zato izbiram dobre odnose, lepe odnose, zato ker se imam rada in se cenim. To je res čudežni stavek, ampak res ne pomaga, če si poveš enkrat, pa ti reče tvoja podzavest, bla bla, spet nakladaš, se veš, da to ni res. Podzavest moramo, v bistvu ta naš zavestni del, moramo zaobiti.
in zaobidemo ga samo s ponavljanjem. Samo na ta način, da naložimo nove programe in da vsakič, ko gremo potem čez dan mimo ogledala, da rečemo, na meni mi je všeč. No kaj, nasmeh? Na meni mi je všeč pogled, na meni mi je všeč, kaj vam je všeč. Koliko sem dobro skuhala, koliko dobro znam, dajte se pohvalo. Ker če do sebe nisi prijazen, kako bojo drugi ljudje do vas prijazni? Začne se vse skupaj pri nas in mi moramo biti najprej prijazni do sebe. Vem, da je težko spreminjati, sploh kdor je bil kritično vzgojen, ampak začnimo, lejte. Na eno stran papirja, vzeli boste en list papirja, samo da nekaj potegnem tukaj en list papirja in kaj naredite? Tukaj je en zvezek od mojih otrok, na polovico papirja boste napisali vse negativno, vse tisto, kar vas moti pri vas. In boste napisali, mene motijo moje noge, me moti moj trebuh, me moti, da sem uskipljiva, me moti, kaj vas moti. Vse to, če vi mogoče ne veste, kaj vas moti, pa mogoče vprašajte, kaj bi vi lahko izboljšali, recimo svojega partnerja ali otroke in boste videli, hitro se da najdati, kar se da izboljšati. Na meni me motijo, ne vem, če vas motijo odvečni kilogrami. In kaj pa pol naredite na drugo stran papirja, vzporedno pišete. Če ste napisali na to stran, da ste napisali, mene motijo moje debele noge, napišete na drugo stran, moje noge so vsak dan bolj čvrste. Če vas na tej strani imate napisan, motijo me odvečni kilogrami, na drugo stran napišete, odvečni kilogrami se z lahkoto topijo, preoblikujem se, moti me to, da sem, ne vem, lena za gibanje. Vsak dan se z veseljem gibam. Povejte, kaj vi želite. No in zdaj kaj naredite? Ta negativen del boste utrgali stran, ker ga ne potrebujete več in obdržali boste samo pozitivni del. Ta negativni del lahko celo simbolično zažgete, ga vržete v WC školjko, dajte jasno vedeti, tudi zavestno, da to odhaja od vas, da tega vi ne potrebujete več, da to gre stran. In ta nov program, nove stavke, si pa preberite vsak večer, preden greste spat. Ko ste že umili zobe, preberite vse te pozitivne stavke in če je le mogoče zjutraj, ko vstanete, še v fazi prebujanja, dajte prebrati te stavke. Jaz vam tudi te stavke posnete na diktafon in si jih predvajam, ker želim, da v moje življenje pride več dobrega, ker želim, da se vse v mojem življenju izboljša. Pa mogoče mislite, ja, pa ti si verjetno že vse izboljšala. Vsak je na potovanju, verjemite mi, ga ni človeka, ki ne bi imel še kakšne stvari za izboljšati in tudi sama delam v tej smeri. No potem naslednja stvar, kritika. Vse to, kar nam enostavno pri sebi še vedno pride ta kritika in se pokritiziramo. In takrat rečemo sami sebi, briši, ne potrebujem tega. In si ponovite pozitivne stavke. Zato začnite razmišljati kot vitka oseba. In vitka oseba posega po zdravi hrani. Vitka oseba se dovolj giblje, pije dovolj vode. Zato vitka oseba lahkotno stopa po stopnicah. Kaj dela vitka oseba? In mogoče dober stavek, občudujem vitke ljudi in tudi sama postajam vsak dan bolj vitka ali pa vitalna. Občudujem vitalne ljudi, občudujem, kaj vi občudujete. Občudujem tisto, kar občudujete, to se veča. In čemur dajete pozornost, tega boste imeli zmerom več. Večkrat si lahko rečete, jaz sem ljubezen, jaz sem dobro, jaz sem mirno. Tudi sama beseda jaz sem je zelo močna. In ta nov program, se boste videli, se bo naložil vašo podzavest in dajte si začeti govoriti, z lahkoto ohranjam mojo težo. Zato, ker marsikdo razmišlja na ta način. Aha, pa se izhujšam in potem se zredim nazaj. Ali pa se bi nehala kaditi, ampak potem se bom pa zredila. To je brezvezni program, ki ga ne potrebujete. Zato si dajte ponavljati, če je vaš cilj, da nehate kaditi, jaz sem nehala na ta način kaditi, da sem se enostavno ponavljala. Jaz sem nekadivka, jaz sem nekadivka, jaz sem nekadivka in to sem si ponovila večkrat na dan. In a veste, kaj se je zgodilo? Zdaj sem že 18 let in več nekadivka. In ne potrebujem cigaret. Bila sem tako zelo zasvojena s cigareti,
da sem jih kakšen mesec za sabo nosila, ker če me slučajno zgrabi želja po cigaretih, se veste, rabam percep čik. Ampak ne kadim in nisem zoprna nekadivka, ker sem nekadivka in moje čustveno stanje je vedno v ravnovesju. Zato začnite čim bolj pozitivno razmišljati. Začnite razmišljati o tem, kaj vi želite, kako želite, da se vaše telo spremeni, kaj vi želite v svojem življenju. Dajte napisati, dajte si povedati in boste videli, to, kar vi želite, vaša podzavest bo to sprejela, tako kot zemlja sprejme seme. In če boste zalivali to seme s pozitivnimi mislimi, bo zraslo. In bo zraslo v to, da boste slej ko prej prišli do tega, da vaši odvečni kilogrami odpadejo, se stopijo, se preoblikujejo, ker jih ne potrebujejo več. Aha, še nekaj. Besednjak, kako je pomemben. Ne uporabljati besede, se pravi, hujšanje je že ena taka beseda, kar pomeni hujše, ne? Izpeljanka v slovenščini. Druga stvar, kar ni dobro, sem izgubila kile. Ker po definiciji izgubljanja, pomislite, vi ste izgubili ključe. Kaj se zgodi, če izgubite ključe? Jih želite najti. In dejansko vse, kar izgubimo, hočemo najti. In če izgubljate kilograme, jih boste slej ko prej najdali in jih boste imeli še več. Zato govorite o tem, se bom preoblikovala, sem se preoblikovala, se z lahkoto preoblikujem. In vse to bo vaša podzavest sprejela in to pomeni, da so to nova semena in v tem letu bodo zrasla. V tem letu se boste preoblikovali. Lejte, to je za danes vse, kar sem vam želela povedati, ker želimo lepo počasi začeti novo leto, res vam v tem letu želim vse dobro. V naslednjem videu bomo govorili o tem, kako priti do hormonskega ravnovesja in kako pomagati hormonom, ki vas preoblikujejo, kako lahko z gibanjem malo spodbudite vaše hormončke in predvsem o tem, kako ustaviti volčjo lakoto. Videli boste, da so rešitve enostavne, nič kompliciranega in vse to se je na dosegu roke, tako da sem vesela, da lahko te informacije delim z vami, to pot sem že prehodila sama in delam zdaj naprej. In vse to, kar sem se jaz naučila, bom z veseljem naučila tudi vas. Tako da res srečno v tem letu, želim vam vse dobro in se vidimo čez par dni.